Torej, gospod Bajuk, finančni minister, povejte mi rezultati referenduma glede tega zakona za preoblikovanje zavarovalnic. Vaš komentar na ta rezultat? Ja, res obžalujem, da je do takšne odločitve prišlo. Tudi nisem takšne pričakoval. Sicer pa razumem, da so marsikdo se je odločil na podlagi, bi rekel, zelo zavedljive, zavajujoče kampanje, ker predlagatelji referenduma so tudi pošiljali določene stvari po gospodinstvih, češ da bomo država bo delila med 1000 ali pa 1200 evrov v prvih dneh leta 2008. To so enostavno, to ne drži. Mislim pa, da se bo izkazalo, da ta predlog, ki ga je vlada oblikovala in sicer na podlagu od dolžnosti, ki zakon tako pač je zapisala. Prejšnja vlada tega ni našla neke rešitve, mi smo to rešitev predlagali, Državni zbor je dvakrat potrdil, tudi opozicija se v osnovi s tem strinja in verjemite, čez leto dni, ko bomo to ponovno morali o tej stvari razpravljati, rešitev ne bo bistveno drugačna, kot pa je bila zapisana v tem zakonu, sicer pa tudi ne bo nobene bistvene razlike. Vlada ni nameravala in tudi ne namerava tega deleža prodati. Zavarovalnica Triglav je zelo pomembna institucija, ki je bila z nami več kot 100 let. Preživela je 2 svetovni vojni, eno revolucijo, pa razne spremembe družbeno-političnega sistema. Danes je ponovno uspešna ustanova, ki služi Slovencem kot neka trdna, bi rekel, trdna, zelo močna zavarovalnica. Jaz upam, da jo bomo znali tudi obdržati v prihodnosti. Če samo malo karikiram, se vam potem zdi, da je ta odstotek proti v bistvu odstotek ljudi, ki morda razmišljajo tudi malo, če sem nevoščljiv oziroma malo pikar, da so malo vohrni, se pravi, kot da državi pa ne privoščim, da mi vzame tisto, kar mi sploh ne da v bistvu. Ja, sej, to bi, če ukoliko tako razmišlja, tudi kaže neko nerazumevanje dejanskega problema. Dejanski problem je, da je nemogoče izvesti pravično in bi rekel v nekem normalnem časovnem okviru zakon, tako kot je bil predlagan leta 2001 in tudi dokončno sprejet. Morda se da, seveda se da, če bomo 20 let to vlačili, da bo to dejansko bi bila ena velika veselica za odvetniške pisarne, velika težava za naše sodstvo, končno pa še večja negotovost, kar se tiče dokončnega lastninske strukture zavarovalnice Triglav. To smo si želeli temu napraviti konec, nažalost tega ne bo, se bo še nekaj vleklo, nekaj časa naprej, a vendar življenje gre naprej, verjemite, rešitev pa ne bo dokončna, ne bo drugačna, kot pa smo jo predlagali. Zdaj pa za konec bi vas pa res zdaj vprašal, končno imam to priložnost, gospa soproga vaša je zraven vas, ali jo lahko vprašam, koliko imate zdaj plače v evrih, kot pa je, da ona to zagotovo ve. Ja, ona bo pa bolje vedela, kot jaz sam. A znaš povedati, koliko je vsak mesec plača ministerska? Torej, toliko, ko prineseš domov, ja, seveda, je okrog 2500, malo več ali malo menj. Ja, med 2500 pa 2600 evrov. Super. Ja, ker med drugim tudi, mi smo se že tako zmenili v Novi Sloveniji, ker nismo politična stranka, ki bi imela močne ali pa sploh neke gospodarske botre za nami. Mi zdržujemo stranko s tem, da vsi tistih, ki smo v javnih službah na podlagi politične podpore Nove Slovenije, damo 5% našega prihodka Novi Sloveniji. Super. Za konec me pa samo zanima, kaj pa teh 5%, ki manjka v tem družinskem proračunu, umanjka potem tudi doma, kar gre stranki v bistvu. No, to pa vedno upoštevamo, ker jaz sem tudi velika podpornica Nove Slovenije. Potem je pa to 10%. Hvala lepa. Adijo.